v galeriji Družina že v navadi začeli z glasbo. Mi namreč vedno povezujemo več umetniških zvrsti in brez glasbe pač ne gre. Z nami sta Teo Kolovi in Mihajl Levit, pa prosim Teo, če pa jo na kratko predstaviš, pa poveš, kaj bosta igrala še v nadaljevanju večera. Najprej hvala za vabilo, čestitke umetnici za prekrasno delo. Upam, da se lahko da kdo od vas vidi povezavo v tej umetnosti, torej našim in vašim. Midva z Mihajlom sva se spoznala, mislim, da en mesec nazaj, ko mi je Mihajl pisal, da je ravnokar prišel iz Ukrajine s svojo ženo in so tukaj in da zna igrati kitaro. Oziroma kolega mi je pisal, da je en fant prišel k njemu, to je bil Mihajl, v lokal, in mi je rekel, ta je prišel in pravi, da zna igrati kitaro. Poglej, jaz sem pogledal telefon, po 3 sekunde sem rekel, ja, ta je boljši od mene, lahko igrati. In tako smo začeli, smo imeli takrat eno vajo in koncert, in danes imamo drugega in smo ful veseli, da imamo to možnost, da lahko igramo za vas. En aplauz za Mihajla, prosim. Hvala, dovolite, da na kratko predstavim točno razstavo. Več o umetnici si lahko potem preberete v priložnosti zloženki. Ana Marija uporablja živahne primarne barve za ustvarjanje sanjskih prizorov, ki izzivajo percepcijo realnosti. Te držne barve pogosto poudarjajo fantastične elemente in čustveno intenzivnost njihovih sanjskih prostorov, s čimer nas popeljejo v nadrealno vzdušje. Z uporabo primarnih barv na nekonvencionalne načine, surrealistične fantazijske slike vabijo gledalce, da raziskujejo globine domišljije in izkusijo resničnost njenega sveta, ki presega običajno. Figuralni liki so avtorsko prepoznavni ob stiliziranih formah sestavljenih iz oblikovno jasnih barvnih ploskev. Skozi njene oči nas popelje v mladost in najlepše spomine poletnih dni. Na njenih platnih ne manjka rumena, ki je simbol sonca in svetlobe, prav tako ne ostalih primarnih barv, polnih optimizma in vedrine. Modra barva, katera se navezuje na element vode, ima veliko vlogo v tej seriji slik. Tudi tista temno modra je zelo nagovorila nas še preden smo postavili razstavo. Modra barva ima zelo pomembno mesto v likovni teoriji, predstavlja različne pojme, odvisno od odtenka in konteksta. Kar zadeva strukturo, je modra razvrščena kot primarna barva in ima pomembno vlogo pri mešanju in doseganju drugih barv in podtonov. Simbolno je modra pogosto povezana s spokojem, mirom, globino, vero in duhovnostjo. Umetniki pogosto uporabljajo različne tone modre, da bi vzbudili specifična čustva ali razpoloženja v svojih delih, pri čemer svetlejše odtenke izražajo sprostitev, lahkotnost in svobodo, temnejši pa simbolizirajo skrivnost in melanholijo. Prav te melanholije seveda v slikah Ana Marije ne zasledimo, začutimo pa harmonijo, zrelost, natančnost, sposobnost likovnega ustvarjanja. Začutimo modro kot simbol zaupanja, iskrenosti in zvestobe. V slikah Ana Marije se izraža sproščenost in spontanost, ki izhajajo iz ustvarjanja iz lastnega vzgiba. Izražajo veselje do življenja, igrivost in seveda domišljijo, ki nas popelje onkraj. Poudarjen je njen optimističen pogled na svet, mesta, v katerih je živela, živi. Ne vem, koliko sledi liniji modernistov 20. stoletja, lahko pa rečem, da se na momente spogleduje tudi z dadaizmom. Ustvarja že več kot 20 let, prihaja iz družine prežete z umetnostjo, slikarstvo ji je bilo položeno dobesedno zapisano v gene, bi lahko rekli. Ustvarja že več kot 20 let, kljub vsem vplivom iz okolice je sledila svoji viziji in našla svoj značilni izrazni slog.
zelo si to pripravila. In za vso organizacijo, ki sta jo skupaj za, kje pa je Dorian, in za postavitev razstave, ki sploh pa celi, bom rekla, galerij družina, da lahko ponovno sem v teh lepih prostorih razstavljamo, v teh lepih prostorih. To je zdaj že drugič, ne? Se spomniš, 10 leti. Ja, tako da... In pa vsem skupaj, ki ste prišli, vsi, ki ste tukaj, da ste se tako potrudili priti v take vročini. Ja, da smo poletnih dni. Tako da jaz vam želim vsem nam en tak lep večer, sproščen. In res hvala, res hvala. Ana Marija, zdaj, slike govorijo same zase, tudi umetniki se skozi izražajo, vendar bi ti zastavljeno vprašanje. Ti si po svoji osnovni izobrazbi teologinja, nisi šla tako iz slikarske vode. Kaj je bil tisti, kdaj se je zgodil tisti notranji vzkip, da si začela slikati? Jaz sem slikati začela že 6 barvice, to se pravi, ko sem, ne vem, koliko sem imela leti, mogoče 3 leta, ne vem. Vse smo vsi, ker smo umetniška družina, pač sem slikala, smo skupaj z brati slikali za mizo, ko je mama slikala, ker je mama tudi slikarka. In tako se je začelo. To se pravi, da to slikanje, ki pa ne bi bilo pravo, bolj resno na platna, se je pa začelo pred 12 leti, v bistvu, ne. Prva slika na platno je nastala v galeriji od moje sestre, Polone, ki je slikarka in akademska slikarka. In tam, to je v 2012, takrat se je začelo in potem se je nadaljevalo v Zagrebu. V Zagrebu sem imela več razstav, potem sem imela v galeriji Krško, ali Frana, Parke, sem imela. Potem sem v Rimu imela nekaj takih manjših predstavitev. Slike iz Rima se pa kar že razlikujejo. Tukaj je ta opus, rimski je tudi v drugem prostoru. A ne tudi, mislim, da je tudi tukaj. Se je začelo in zdaj se nadaljuje. Upam, da se ne bo prehitro končala. Hvala lepa. Nekaj ustvarjalne energije. Mogoče bi še eno tako vprašanje, da sem te nič prej rekla, kdaj je luna luna in kdaj je sonce sonce? Kdo bi vedel, ne? Kdo bi vedel? Ja. V bistvu je lahko eno in drugo, ne? Včasih celo nastopata luna in sonce, ne? Luna se umika soncu in varno, ne? Pa ti nič narobe, če oboje na sliki, ne? Sploh, če tam le en tak, kot se reče, tale kolaž, ne? Ker je vse gor, ne? Praktično. Različni materiali. In tudi več sonca, pričara. Ampak jih nisem štela, lahko pa ne preštela. Je pa lepo, meni se zdi lepo narediti tudi na svetloba, ne? Tudi če je zelo malo sončne cvele. Ja, jaz sem vsem želim, tako kot je rekel eden od prijateljev, povabilu na tvojo razstavo o Milinih slikah, je še tako toroben dan veselo. Tako da jaz vam vsem želim tudi veselo poletje, pa res užitek ob gledanju teh slik, potopite se vanje, razstava je s tem uradno tudi odprta. Preden vas pa povabimo v predverje na prijateljsko druženje naprej, pa še prosim naša dva umetnika, kot smo vljubili, kot tudi glasba na svoj.
koncu tega uradnega dela povem še, da so slike tudi prodajne, tako da če si pokličete v spomin tiste turobne jesenske dni, mogoče bi pa kakšno že odnesli s seboj za takrat. Tako da lep večer vsem skupaj, hvala. Sklopiti. Adam samo.